Dobrodošla, dobrodošel na prav posebnem pokonvencijskem dogodku, ki ga tokrat zate izvajamo online, tako da verjamem, da nas spremljaš iz udobnega domačega naslanjača in upam, da tudi z svojim najljubšim aroma napitkom. Tokrat bomo spregovorile o vsem, kar je prineslo leto 2026 pri doTERRA, kar se tiče novih izdelkov, kar seveda tudi dobimo s pokonvencijskim paketom. Predvsem bomo pobožali naša jetra in poskrbeli tudi za naš največji organ, in sicer kožo, ko govorimo o ricinisovem olju, ki je končno tudi pri doTERRA. Predvsem pa naj bo to trenutek, ko dobiš ogromno navdiha, ko si bomo izmenjali ogromno izkušenj, vse, kar te zanima, povprašaj, predvsem pa sodeluj v komentarjih, ker vsi tisti, ki poslušate v živo, boste seveda skočili v boben za prav prijetne nagrade novih izdelkov in še nekaj presenečenj. Vse to objavimo ob koncu, z vami pa smo tokrat Brigita, moja malenkost Tjaša in pa še največja zvezda pravzaprav današnjega večera, Ana Levec, ki nam bo podarila prav poseben pogled na Tao jogo obraza. Tako da naj bodo to resnično tvoja vrata v ravnovesje, ker bo veliko govora tudi o hormonskem ravnovesju v vseh obdobjih ženske. Za doTERRA dopust se seveda najprej vstavim v svoji spalnici, poberem stvari iz nočne omarice. Nujno pa vstopam tudi v svojo kopalnico in vzamem vse, kar nujno potrebujem s sabo. Nujno gremo vprašati dekleti, če kaj rabita še iz svojih sob, da ne boste pol, mami, tega pa nimam. In res ne smem pozabiti tudi na reči, ki jih imam v kuhinji, ker se tam nahajajo tudi naša nujna doTERRA dopolnila. O ja. Vem, velikih je, tako da velikrat staro škatlico izkoristim in noter naložim tiste, ki so nam najbolj pomembni. Res nikoli ne gremo brez dopolnil oziroma nujnih probiotikov, zato da je naša črevesna flora sploh na potovanju, tako kot mora biti. Če pogledaš okrog sebe, ti tukaj pokažem, kaj velikokrat vzamem s sabo. Kar se tiče OnGuard linije, OnGuard družina izdelkov res podpira zdravo odzivnost imunskega sistema tudi na poti, predvsem, ker smo mogoče soočeni z več nepridipravi, sploh če smo med večjo množico ljudi, ali pa mogoče v poletnem času, ko je več vročine, tudi seveda te nepridipravi lažje usvetijo, tako da se z njimi res varno zaščitimo v zdravi odzivnosti imunskega sistema. OnGuard bombončki so pa sploh zakon, če se strinjaš z mano. Dopolnila, kot sem rekla, dejansko res vzamem, preštejem po dnevih, koliko časa potujemo in v eno staro stekleničko noter pač enostavno dam vse. Dejansko moj dragi še vedno jemlje LLV, tako da od njega preštejem, potem MyTotoMax, ki ga trenutno ima, potem zase Copaiba Turmeric preštejem kapsule in tudi za dekleti vitaminčke, smajlje, koliko jih pač rabita v tistem času. Ostalo, kar je v vrečkicah, kot vidiš, vzamem kar lepo poštevilčno, po dnevih po vrečkicah. Predvsem pa, ja, mogoče še dve stvari. Ko sem v apartmaju ali pa bolj v kemping duhu, takrat si naredim tudi pršilko za čiščenje oziroma me zelo rešuje, kot lahko vidiš na slikici, tudi OnGuard pršilka za razkoževanje rok. Po drugi strani pa res ne smejo manjkati Recharge, sami elektroliti, ker takrat, ko smo veliko zunaj, se veliko potimo, pač je to nekaj, kar mi da res ogromno energije in da nisem v nekem vročem dnevu popolnoma uničena ali pa izčrpana, zaspana. Tako da mi to res daje eno tako popoldansko dvig energije. Na letalu pa res velikrat uporabljam, kot lahko vidiš, Peppermint, itak to za razkoževanje rok, Purifying Mist. Drugač pa, ja, imam strah pred letenjem, sploh odkar sem postala mama, se je pojavil in dejansko mi pomagajo pomirjujoča olja, kakršnega vidiš, tudi tukaj le Adaptiv. Tako da spodaj lahko napišeš, kaj vse ti uporabljaš, predvsem pa se veselimo tudi vsakega tvojega vprašanja. Sama Reset je pa krasen projekt, ki ga je naredila doTERRA Europe. Jaz sem vam vse skupaj prevedla tudi v slovenščino, tako da si zgoraj na kodi že lahko preneseš dejansko res igralno ploščo, ki si jo lahko naprintaš. Sestavljen je tako, da imaš dejansko 10-tedensko igro po recimo cirka 3 tedenskih
sklopih prideš v 3 tematike. Eno je, da upočasniš, da najdeš svoj ritem, drugo je, da se spravniš v večje veselje in zadnje tudi res, da upelješ res kakšne krasne tiste navade, ki ti najbolj služijo pri tem, tudi v svoje življenje za naprej, za res boljše počutje v vsakdanu, tudi v prihodnje. Kaj je pravzaprav to? Imela boš predloge, kjer lahko si vsak dan izbereš en ritualček, eno aroma navadico ali pa stvar, ki jo tisti dan izbereš, in ko jo izbereš, jo enostavno odkljukaš. Vsakič, ko dejansko to narediš in odkljukaš, dobiš eno točko in je eno tako lepo povabilo, da se mogoče z aroma navdušenci, kakršna si ti oziroma kakršen si ti, povežeš morda enkrat tedensko na klicu, na kavici, v živo in malo predebatiraš, kaj ti je najbolj služilo ali pa kaj je kakšna nova stvar. Tako da se mi zdi eno super priložnostno obdobje poletja, ko smo vsi v energiji ognja, v pozitivi in novih navdihih energiji, da mogoče izkoristimo to tudi za kakšno novo aroma navado, ki jo tekom tega izziva pridobimo. Tako da Summer Reset, res nekaj lušnega in zelo pohvalno tudi z moje strani, da se je doTERRA Europe tega lotila. Lepo pozdravljeni. Danes bomo govorili o izdelku, ki ga je Abby na doTERRA konvenciji opisala z besedami. Ricinusovo olje je preprosto, je učinkovito in je dokazano. In čeprav se morda sliši to kot nekaj res tradicionalnega, kar so uporabljale že naše babice, boste danes izvedeli, zakaj je castor oil ena najbolj varovanih skrivnosti sodobnega wellnessa. Ricinusovo olje so častili že v davnem Egiptu, kjer so ga poimenovali Kristusova dlan, zaradi njegove izjemne moči celjenja. Danes pa je trg preplavljen z poceni rafiniranimi olji in s tem izgubljajo olja svojo moč in doTERRA ponovno spreminja pravila igre. Nam so ponudili 100% organsko ricinusovo olje, kar pomeni, da je vzgojena rastlina, brez pesticidov, umetnih gnojil in gensko spremenjenih organizmov. Ker ricinusovo olje prodira globoko v kožo, je ključno, da je res popolnoma čisto. Olje se pridobiva iz semen s hladnim stiskanjem, brez segrevanja. In s tem se ohranijo vse občutljive maščobne kisline, antioksidanti in pa hranilne snovi. Številna komercialna olja čistijo s kemičnimi topili. doTERRA pa zagotavlja popolnoma čisto vegansko formulo, varno za dolgotrajno uporabo na koži, laseh in telesu. Olje se nahaja v 300 ml stekleni embalaži. To steklo je temno in zaščitno, ki pa preprečuje oksidacijo in žarkost olja zaradi vpliva svetlobe. In zakaj je ricinusovo olje tako učinkovito? Jaz sem si tukaj zapisala, da česa ne pozabim. Skrivnost številka 1 je ricinolna kislina. doTERRA ricinusovo olje, doTERRino ricinusovo olje je izjemno bogato z ricinolno kislino.
To je zelo, zelo redka omega-9 maščobna kislina. Ta kislina ima močne protivnetne in protimikrobne lastnosti. Ko jo nanesemo na kožo ali lasišče, deluje globoko, res globinsko pomirjajoče. Spodbuja mikrocirkulacijo in pomaga pri regeneraciji tkiv. Skrivnost številka 2. Okluzivne lastnosti, se pravi zaklepanje vlage. Za razliko od lahkih olj, kot je recimo frakcionirano kokosovo olje, ima ricinusovo olje izjemno visoko viskoznost. Se pravi, ko ga dotaknete, vidite, je res, deluje kot res neka bariera. In to pomeni, da ustvari nežen zaščitni sloj in da zaklene vlago v kožo in v lase in preprečuje njeno izhlapevanje. Zaradi tega je meni to eden najljubših izdelkov za pozimi za na obraz. In pa enkratno se zaradi svoje gostote in viskoznosti ricinusovo olje dobesedno prime z eteričnimi olji na mestu nanosa. Tako da, če ga boste uporabljali na obrazu, dodali kapljico kadila, bo to najboljša nega, kar jo boste lahko naredili. Eterična olja ne bodo izhlapela v zrak, ampak jih bo koža absorbirala veliko globje in učinkovito je. Pa poglejmo, kako tole 300 ml stekleničko spremenimo v našo domačo lepotno in terapevtsko lekarno. Prva možnost uporabe je seveda lepa in popolna koža. Jaz sem vam že povedala skrivnost, kako pozimi negujem kožo s pomočjo ricinusovega olja in pa kapljico kadila. Lahko bi dodala tudi recimo Jerov pom. Meni se zelo dobro obnese zjutraj, tako da imam negovano kožo čez dan. Lahko pa to uporabite seveda tudi zvečer in se boste zjutraj zbudili z navlaženo in sijočo kožo. Druga stvar je, da s pomočjo castor oila dobite močne, goste lase, obrvi in trepalnice. Kajti zelo spodbuja prekrvavitev in hranjenje korenin, kar je idealno za nego lasišča. Enkrat tedensko lahko masirate ricinusovo olje in mu dodate olje rožmarina in cedre direktno na lasišče. Pustite delovati 1 urico in lepo umiti. Za obrvi in trepalnice pa lahko enostavno samo nanesete minimalno količino in spodbujate s tem rast. Sama pa vedno, ko kupim novo maskaro, kapnem kapljico ricinusovega olja, kapljico rožmarina in kapljico sivke, zato da negujem trepalnice. Zdaj pa še tretja, najbolj znana in praktična in res uporabna možnost ricinusovega olja, to so terapevtske obloge za razstrupljanje. V bistvu je to res vrhunski wellness protokol za podporo jetram, limfi in prebavi. Na bombažno ali pa flanelasto krpo nanesemo 1 do 2 žlici ricinusovega olja, dodamo 2 kapljici mešanice Revitazen, boste kmalu izvedeli malo več o njej pri Tjaši, ali pa Zendokrin, ki verjamem, da ga že imate. In krpo položite na predel jeter, to je desna stran pod rebri, ali pa na spodnji del trebuha. In pokrijte čez, lahko, če se bojite, da bo mastno, tudi folijo date, oziroma jaz se pač oblečem pižamo in čez dam še termofor s toplo vodo in počivate tam pol ure, 45 minut, si vzamete čas zase. S to toplotno kombinacijo res omogočimo olju, da globoko prodre
in spodbudi limfni obtok in razstrupljanje telesa. Še bolj enostaven pa je, da kapnemo nekaj kapljic kar direktno v popek. Jaz potem dam kar imam pralne te krpice okrogle za čiščenje obraza in dam kar gor to, pa zalepim z tem belim lepilom, se ne vem, kako se sploh reče ta, kaj veste, kaj na modrem temu podstavku, se lepo zalepi. Zakaj na popek? Ker je tam stičišče številnih žilčnih končičev in žil in pomaga pri hidraciji telesa od znotraj in pomerjanju krčev v trebuhu oziroma razstrupljanju. In jaz se še dobro spomnim, kako smo na zadnjem našem eventu govorili o detoksu, tistem enomesečnem, in me je ena izmed vas vprašala, zakaj sploh to delamo. Dejstvo je, da celice, ki so poškodovane ali pa niso zdrave, rabijo čiščenje, rabijo razstrupljanje. To je tako, ko delamo servis pri avtu, ko ga prečistimo, tako ko čistimo 2-krat na leto generalko hiše, ampak čistimo jo pa dejansko vsak dan, zaradi tega, da nimamo nereda. In v bistvu najbolj enostavno je, da se zavedamo, da je redno, nežno čiščenje telesa edina pot do zdravja. Ker drugače tudi, če živimo zdravo, pač moramo delati čiščenje. Sprav tudi, če vi mislite, da imate lep dom, brez čiščenja ne bo ostal lep. Jaz upam, da sem v bistvu čim bolj po domač pa razumljivo razložila. Tako da res, kot vidite, castor oil ni samo navadno bazno negovalno olje, ampak je res terapevtsko orodje, ki zaradi svoje čistosti in tega hladnega stiskanja in odsotnosti vseh možnih primesi, ki jih druga castor oil imajo, ponuja vrhunske možnosti za našo kožo, za naše lase in notranje ravnovesje. Res deluje nežno, tiho, preprosto, a izjemno globoko. Tako da jaz vas vabim, da ga preizkusite, bodisi z nego las, trepalnic, obrvi, bodisi z nežnim razstrupljanjem, z oblogami, tako da jaz verjamem, da boste hvaležni, da nam je doTERRA dala tak čudovit izdelek. Hvala in predajam naprej besedo naši Tjaši. Exposure to toxins is impossible to avoid. From phthalates in plastics to synthetic chemicals in paint and furniture, toxins are everywhere. In the food you eat, the water you drink, the air you breathe, and the household items you use every day. And over time, your body and its systems can become overwhelmed. There's a lot you can't control about toxin exposure, but you can reduce it in your home and help your natural detoxification systems get the extra support they need to function properly. That's why doTERRA created RevitaZen Detoxification Blend
and Revitazen Plus Advanced Organ Detoxification Complex. 2 powerful products that work with your body and help it thrive the way it's designed to. Unlike harsh cleanses that can disrupt digestion or trigger unwanted side effects, the Revitazen products are formulated to gently and effectively support the body's natural detoxification systems, the liver, kidneys, and colon. Revitazen Detoxification Blend is a citrusy, herbaceous mix of tangerine, rosemary, ginger, geranium, juniper berry, and cilantro essential oils. Together, they help maintain healthy organ function, provide antioxidant protection, and support your body's natural ability to eliminate toxins. Add a drop to water or tea or in a veggie cap. Diffuse it for an uplifting aroma, or apply it with castor oil for topical application. Take your detoxification routine to the next level with Revitazen Plus Advanced Organ Detoxification Complex. Each dual-chamber capsule delivers clinically studied botanicals, including black cumin seed oil, artichoke, and milk thistle, and combines them with cumin essential oil and Revitazen Detoxification Blend for targeted daily support. Here's another reason this detox product is so unique and powerful. The dual-chamber capsule is incredibly effective, bringing together key ingredients in one convenient delivery system. Revitazen Plus helps your liver function optimally, your kidneys filter waste, and your colon maintain healthy digestion, all while reducing oxidative stress and promoting a healthy inflammatory response. Together, the blend and complex provide an effective yet gentle system for safe daily detoxification. No harsh cleanses or quick fixes, just support for the body's natural systems. Today's the day to reset your wellness journey. Add the Revitazen detox products to your routine and experience detoxing the doTERRA way. Živijo, en lep dober večer še v mojem imenu. Res sem vesela, da smo danes skupaj in da imam to čast, da vam lahko predstavim nove izdelke oziroma postkonvencijski, konvencijski paket. Vsi tisti, ki spremljate socialna omrežja in našo skupino, ste že zasledili, kateri izdelki so na voljo. Če ste pokukali v svoje pisarne, ste videli, da je postkonvencijski set že na voljo in to je tako letos ekstra hiter, česar sem jaz osebno zelo vesela, ker so ti izdelki res ena taka super vsakodnevna podpora, da sem res navdušena, da smo jih dobili že takoj zdaj. Jaz bi najprej mogoče, dajmo si vzeti par sekund, pa se zahvaliti svojemu telesu. Če pomislimo, kaj vse naše telo zmore, kaj vse naše telo dela vsak dan, zato da mi lahko dihamo, da mi lahko govorimo, da mi lahko funkcioniramo in da lahko živimo, je to tako praktično neverjetno, ko začneš razmišljati o tem in mislim, da nas dost včasih kar malo pozab se zahvaliti našemu telesu, tako da mogoče par sekund za to, da rečemo hvala našemu telesu, da za nas upravlja vse funkcije. In vsi novi izdelki, ki so bili predstavljeni na konvenciji in prihajajo oziroma so prišli v Evropo, so po mojem mnenju ena taka velika zahvala, ki jo lahko damo svojemu telesu za vse, kar danes dela.
Naše telo je narejeno tako, da učinkovito izloča vse odpadke. Vemo, da imamo super izločala oziroma organe, ki nam pomagajo iz telesa izločiti vse, kar tam ali ne sme biti, ali pa bi nam lahko škodovalo. Ampak v današnjem času je naše telo še dalje bolj obremenjeno. In hočemo ali pa nočemo, naše telo potrebuje podporo. Kaj pa je tisto, kar nas vsak dan oziroma naše telo vsak dan obremenjuje? Če se spomnite mogoče kakšne ideje, s čim je naše telo vsak dan obremenjeno, dajte napisati v komentarje in ne pozabite, da s komentiranjem sodelujete tudi v nagradnem žrebu, kjer bomo podelili vse nove izdelke. In da si na tak način tudi mogoče malo med sabo odpremo oči, kaj pa je tisto, s čimer vse našemu telesu, ne bom rekla škodujemo, ampak ga obremenjujemo. V prvi vrsti nas vse obremenjuje, hočemo, nočemo okolje. Onesnažen zrak, umetne dišave, vsi toksini iz okolja so v stiku z našim telesom in prehajajo v naše telo. Potem druga stvar, ki nas zelo obremenjuje oziroma drugi način, kako obremenimo svoje telo, je prehrana oziroma tisto, kar zaužijemo. Ne glede na to, kako se trudimo, da bo naša prehrana čim bolj zdrava, mogoče tudi čim bolj domača, ekološka in sezonska, ne glede na to, živimo v takem svetu, kjer je naša prehrana precej osiromašena, precej manj mikrohranil ima, kot jih je imela včasih, in ne glede na to, kako se temu posvečamo, pač s prehrano naše telo obremenjujemo, predvsem pa vemo, da verjetno velika večina tukaj nas ni popolnih, pojemo predelano hrano, pojemo preveč sladkorja, preveč ogljikovih hidratov in naše telo mora z vsem tem se spopadati in to tudi učinkovito izločati. Potem, če temu dodamo še stres, če dodamo temu mogoče uživanje alkohola ali pa kakšnih drugih nezdravih navad, premalo spanja, s čimer se soočamo vse ženske, bom rekla, oziroma ne samo ženske, ampak mislim, da kar vsi ljudje v današnjem svetu, premalo aktivnosti oziroma sedeče delo, vse to je nekaj, kar se v našem telesu pozna oziroma kar se v našem telesu nalaga, s čimer je naše telo preobremenjeno, s čimer se mora spopadati in celice enostavno ne morejo upravljati vseh svojih funkcij, ker se morajo dejansko ukvarjati samo oziroma v večji meri z čiščenjem oziroma s tem, da vse te snovi izločajo iz telesa. Vemo oziroma ogromnokrat smo se že pogovarjali, da telo za svoje učinkovito delovanje potrebuje mikrohranila. Mikrohranila pridobimo s hrano oziroma jih vnesemo s hrano. Tisti, ki želimo tudi na tem področju podpirati svoje telo in se zavedamo, da z sodobno prehrano je teh mikrohranil precej težko vnesti, dodajamo prehranska dopolnila, taka celostna, VMG+ je vrhunski. Poleg tega telo potrebuje aminokisline, antioksidante, omega maščobe in pa predvsem raznolik mikrobiom oziroma zdravo črevesje. In naša ena taka osnova ali pa baza so VMG+, omega maščobe in pa PB Assist probiotike. To je tako ena taka baza, s katero vsakodnevno oziroma konstantno podpiramo delovanje našega telesa. In doTERRA je šla zdaj še korak dlje oziroma korak naprej in so naredili specializirano linijo za nežno in naravno podporo telesa pri razstrupljanju. Ta linija se osredotoča na ključne organe za izločanje toksinov, se pravi na jetra, ledvica in črevesje, in je razdeljena na dva glavna izdelka. Zdaj, vsi vemo, da naše telo je vrhunsko v čiščenju. Imamo organe, ki so namenjeni prav temu, in če mi tega ne bi imeli, bi enostavno se zastrupili in umrli že zelo hitro. Tako da naše telo je res super opremljeno za to, da se čisti. In dostikrat slišimo, se ne rabimo neki za detoks ali pa za razstrupljanje, se je naše telo samo sposobno tega oziroma samo sposobno to početi. In to je res. Naše telo je super usposobljeno za to, da se čisti, da izloča toksine oziroma vse tisto, kar mu škoduje oziroma mu ne pride prav.
Kje pa je problem? Problem pa je v tem, da govorili smo o tem, kaj vse vnašamo v svoje telo. In težava je v tem, da je naše telo postalo preobremenjeno. In tako, kot smo rekli, ko je telo preobremenjeno s čiščenjem in z izločanjem, enostavno tega ne mora več početi tako učinkovito, oziroma če počne to zelo učinkovito, stojijo oziroma čakajo vse ostale funkcije. In zato je v današnjem času zelo pomembno, da telo podpiramo z osnovami, o katerih smo že govorili, plus, če imamo možnost še z izdelki, ki nam to čiščenje oziroma razstrupljanje še olajšajo. Mogoče prva zadeva, ki se mi zdi zelo pomembna, je, da to ni detoks linija v smislu, tukaj bom pa jaz zdaj naredil samo eno kuro in bom en tak agresiven način telo sčistil in naredil, pomladanski detoks in tako. Ne, to so izdelki, ki so namenjeni vsakodnevni uporabi in vsakodnevni oziroma konstantni podpori našemu telesu, ker kljub temu, da se nam zdi, da mogoče mi se čistimo, se odločimo, da bomo se pustili ali pa bomo delali detoks 2-krat na leto, in je to tisto čiščenje. Čiščenje v našem telesu poteka non-stop. In ti izdelki so namenjeni temu, se pravi podpori vsakodnevnemu oziroma konstantnemu čiščenju, ki se dogaja v našem telesu. In ta dva izdelka, ki vam jih bom zdaj na hitrico predstavila in sta že tudi v naših pisarnah, jaz sem jih bila res tako vesela, zaradi tega, ker se mi zdi, da je bilo to točno tisto nekaj, kar je manjkalo v naši ponudbi oziroma v moji, vsakodnevni rutini. In prvi izdelek je Revitazen, oziroma jaz mu rečem kar Revitazen eterično olje oziroma mešanica eteričnih olj. Vsebuje eterična olja mandarine, rožmarina, geranije, ingverja, brinovih jagod in koriandra. Ena taka res že po imenih oziroma po vsebini vidimo, da gre za zelo podporna, zelo čistilna eterična olja in namenjena je tako aromatični, kot topični, kot interni uporabi. Jaz sem jo začela uporabljati, diši noro, ful lepo. Tisti, ki ste imeli možnost že povonjati, oziroma tisti, ki še boste imeli, boste videli tak res tak čist, osvežujoč, pozitiven von. In jaz jo imam zelo rada za suho krtačenje. Prej sem to delala s Smart & Sassy, zdaj bom to delala z Revitazenom. In moram reči, da v tem kratkem času prav opazim razliko in se mi zdi Revitazen izredno učinkovit. Uporablja se ga lahko tudi za obloge skupaj z ricinusovim oljem na območje oziroma na področje jeter, ledvic, prebavil ali na stopala oziroma podplate. Lahko se ga uporablja tudi v difuzorju, lahko pa si ga umešate v svoje najljubše napitke. Drugi izdelek v liniji Revitazen pa so Revitazen kapsule oziroma prehransko dopolnilo. Revitazen kapsule in olje nista enak izdelek. Se pravi, Revitazen kapsule ni olje v kapsulah, ampak gre za popolnoma drug izdelek. In evo, jaz vam bom pokazala, kako izgleda ta kapsula. No, takole. Vsebuje vitamin E, olje črne kumine, izvleček listov artičok, pegasti badal, eterična olja kumine, tangerine in rožmarina. In kot vidite, je v taki, se ne vem, kako se vidi, v taki dvokomorni kapsuli in v zunanji kapsuli je Revitazen mešanica. To je olje črne kumine, eterično olje kumine, v notranji kapsuli pa je pegasti badal, izvleček listov artičoke. In evo, takole. In vse te sestavine delujejo v sinergiji za pomoč pri izločanju. Sigurno tisti, ki poznate pegasti badal, poznate njegove učinke, za vse ostale sestavine tudi ste sigurno že slišali in verjetno ne rabimo posebej poudarjati, da je to res eno tako zelo potentno prehransko dopolnilo za podporo našemu telesu,
ki je preobremenjeno z raznimi toksini oziroma kot pomoč za naravno, nežno izločanje vsakodnevnih obremenitev telesa. Seveda je testirano oziroma klinično testirano, kar je zelo pomembno, je tudi, da so vsi izvlečki in vse narejeni tako, da jih naše telo prepozna in da se lahko absorbirajo, se pravi biodostopni, in pa narejena je bila tudi raziskava, kako se uporablja. Uporablja se pa tako, da zaužijemo eno kapsulo vsak dan ob prvem obroku. Meni je to najlažje, da je to zajtrk, zdaj če vam bolj odgovarja za kosilo, je tudi ok, nič ne bo narobe. Lahko tudi zvečer, ampak jaz osebno najrajši ob zajtrku oziroma ob prvem obroku v dnevu. Zdaj pa imam v rokah en izdelek, ki ga boste v prvi vrsti zelo veseli vsi tisti, ki že uporabljate oziroma ste že dodajali vlaknine, in pa vsi tisti, ki mogoče ne pojeste dovolj zelenjave, sadja oziroma hrane rastlinskega izvora, in to so vlaknine. Jaz sem bila zelo presrečna, ko sem zvedela, da vlaknine prihajajo do Terino ponudbo. Zakaj? V prvi vrsti zato, ker sem vedela, da bodo res kvalitetne in pa, da bodo tudi dobrega okusa. Vlaknine, ki sem jih jaz imela prej, skozi sem iskala neke dobre, kvalitetne izdelke, ampak v prvi vrsti mi je bil zelo slab vedno okus. Kot drugo mi je pa dostikrat so mi povzročile kakšne težave, kakšno napihnjenost oziroma tako res mi je bilo težko najti dobre vlaknine. In zato sem presrečna, da je doTERRA prišla ven s svojimi. Kaj so vlaknine? A vemo, kaj so vlaknine oziroma kje jih najdemo? Napišite spodaj v komentarje, kaj je tisto v vaši prehrani, iz česar pa vi dobite največ vlaknin. Vsi vemo, da so vlaknine bistveno oziroma en izmed zelo pomembnih delov zdrave, sodobne prehrane. Vemo, da jih dobimo iz zelenjave, sadja, oreščkov, semen, se pravi iz živil rastlinskega izvora, in pa predvsem tudi vemo, da bi jih mogli pojesti ogromno oziroma veliko pa v vsakem obroku. Globalno oziroma nekako naj bi pojedli vsaj 30 različnih vrst sadja in zelenjave na teden. In ko začnemo malo razmišljati, še posebej mogoče izven sezone ali pa za tiste, ki nimate domačih vrtov ali pa domače hrane, zna biti to kar precejšen izziv, še posebej, če želimo oziroma če vemo, da ne bi bilo to, da ne bi bile razno vrste, se pravi različne vrste sadja in zelenjave oziroma rastlinske hrane. In splošne smernice oziroma splošne evropske smernice nekako priporočajo, da ne bi pojedel 25 gramov na dan, kar pa je za veliko večino ljudi precejšnja težava. Po raziskavah imamo Evropejci pomanjkanje tam vsaj 5 gramov na dan, in doTERRA je zato super rešitev našla oziroma nam jo ponudila, in jaz sem res vesela. Tako da jaz vam bom pokazala, kako tole izgleda, pa upam, da ne stresem po računalniku. Evo, takole, gre za prahac. Upam, da se vidi, mislim, fino bi bilo, če bi lahko tudi povohali, sam to ne morate. In vlaknine oziroma vlaknine v tem izdelku prihajajo iz jabolka, iz lanenih semen, iz luščin semen indijskega trobocca in iz tapioke. Vsebuje tudi prebiotični prebiotični kompleks, ki hrani koristne bakterije v naših prebavilih, in pa 200 mg vitamina C. Vsebuje tudi limone, nima dodanih sladkorjev, nima dodanih nobenih packarij, jaz rečem, oziroma aditivov. Narejena je v Evropi, kar je meni tudi zelo super, ker so naši evropski standardi tako za prehrano zelo visoki, uporabljamo pa ob obroku. Jaz vam bom kar tukaj zmešala oziroma bomo skupaj zmešali eno merco. Noter pride takale merca, takole žlička. Evo, eno. Damo v kozarček. Jaz nimam tegale mikserčka, oziroma zdaj ga nisem najdla, ga imam, sem nisem ga našla. Tako da bom jaz kar po domače, ne bom si komplicirala življenja z žličko.
Jaz vedno, kadar mešam z vilčko, mešam tako, da dam najprej prahec, potem malo vode, premešam in pa dodam še mečkan vode in premešam še enkrat. Uporabljajo se takole 1 merca na dan ob obroku oziroma pred obrokom. Dobro zmešamo z vodo oziroma s kakšno drugo tekočino, lahko tudi z jogurtom oziroma si date v kosmiče. Pazite samo to, da tekočina ni pretopla oziroma vroča, najboljše kar v hladno vodo. Ena zelo pomembna stvar pri vlakninah je, da ko pridejo v naš želodec oziroma v naša prebavila, se naredi en tak gel. In verjetno vsi vemo, da, oziroma en tak želatinast gel. In vsi vemo, oziroma smo sigurno že slišali, da so vlaknine zelo pomembne za dobro prebavo, za dobro izločanje. Ne? Kar pa dostikrat ne vemo, je, da so vlaknine pomembne ne samo za prebavo, ampak tudi za naša jetra, oziroma da se izloči iz našega telesa ne samo odpadna hrana, ampak tudi vsi toksini. Ne? In če v našem telesu oziroma v naših prebavilih teh vlaknin ni dovolj, potem tisti toksini, ki bi jih jetra rada izločila, namesto da se izločijo, ker se nimajo na kaj vezati, se lahko ponovno absorbirajo oziroma ponovno potujejo po telesu. Ful je dober. Tako kot en tak jabolčni sokec je meni, ampak ne tisti nek ful sladek, ampak tak res prav naraven jabolčni sokec in noben problem mi ni ga spiti, prav všeč mi je. Kar mi je pa še posebej dober, je pa to, da je všeč tudi sinu, tudi otrokom, katerim sem dala za probat, tako da vsi tisti, ki imate mogoče otroke, ki imajo izzive z tem, da pojejo dovolj vlaknin, je tole tudi super izbira, ker jaz mojih prejšnjih nikakor nisem redno oziroma vsakodnevno mogla spraviti v želočke, tako da okus je res super. Popijemo naenkrat oziroma lahko po požirkih, ampak ne puščamo v kozarcu, se pravi, ko zmešamo, potem tudi popijemo. In pa kaj moramo paziti oziroma kaj vam polagam na srce, popijte dovolj vode, ker vlaknine v prebavilih, smo rekli, nastanejo en tak želatinast gel in da se vse skupaj zelo lepo izloča, potrebujemo vodo. Tako da ne pozabiti na osnove, se pravi kvalitetna hrana, dovolj vode, dovolj spanca, dovolj, bom rekla, boja proti stresu in telesne aktivnosti. En benefit oziroma en plus vlaknin je pa tudi ta, da če jih pijemo pred obrokom, nam, zato ker v želočku nastane gel, lahko pomagajo, da smo prej siti oziroma da nismo tako zelo lačni in s tem namenom se jih dostikrat poslužujejo tudi osebe, ki si želijo zgubiti telesno težo oziroma imajo kakšne druge izzive na tem področju. Tako da dobra prebava, kvalitetno razstrupljanje plus zdrava telesna teža, vse to v telih naših vlakninah. In ne vem, jaz si želim, da bi vam sem lahko dala za probat, rada bi vam, ampak žal prek ekrana ne gre. Vsi trije izdelki, o katerih smo danes govorili, se pravi vlaknine, Revitazen, mešanica eteričnih olj in pa Revitazen kapsule, so v naših pisarnah na voljo v takili lepi, papirnati, zelo uporabni škatlici kot postkonvencijski paketek. Mogoče najprej samo obvestilo, da je bila polovica zaloge teh paketov za Evropo že razprodana, mislim, da v četrtek. Tako da od četrtka naprej samo še druga polovica in če si ga želite, dajte si ga naročiti čim prej. Paket je vreden 100 PV in stane 127,12 evrov. Jaz vam ga toliko zelo priporočam, da vam težko povem, koliko zelo vam ga priporočam in vsi tisti, ki si ga še niste, pa si ga boste, oziroma tisti, ki ste si ga ali pa si ga še boste naročili, dajte prosim poročati, ko boste uporabljali nekaj časa, da bodo še vsi ostali dobili več izkušenj, več feedbackov in se lažje odločili, kateri so tisti izdelki, ki si jih želijo vnesti v svojo rutino.
In ne zamuditi svoje priložnosti, ker ko se razproda, potem izdelki posamezno ne bodo na voljo verjetno še par mesecev. Ne vemo točnega datuma, ampak izkoristite priložnost zdaj, ko jo imate. Trenutno pa je omejitev en paket na račun oziroma en paket na naročilo. Na konvenciji pa sta bila predstavljena še 2 nova izdelka, ki prihajata tudi v Evropo, ampak trenutno še ni informacije, kdaj točno. Upamo, da čim prej oziroma tako kot v prejšnjih letih v roku parih mesecev, ampak trenutno vam datuma nažalost še ne morem dati. In tukaj jih nimam, da bi vam pokazala. Imate pa na slikci prvi izdelek je Past Tense Stick. Vsi tisti, ki poznate Past Tense, veste, da je eno tako nepogrešljivo olje za takrat, kadar potrebuješ pomiritev oziroma umiritev. Jaz mu rečem, ker olje vrži čez ramo oziroma vrš čez ramo, ker ga uporabljam v vseh tistih situacijah, kadar se želim pomiriti oziroma kadar želim nekaj parijet pa vršiti čez ramo. Zelo rada ga uporabljam za napete mišice, za kakšna nelagodja, tenzijska v vratu, na področju glave oziroma na področju hrbta. In navdušena sem, da bo od zdaj naprej na voljo tudi v tej priročni stick verziji in sicer skupaj z Sweet Gumom. Past Tense sam po sebi združuje 10 eteričnih olj, ki so znana po svojih pomirjujočih učinkih. In pa zdaj sem mu dodala tudi Sweet Gum. To je redko eterično olje, ki je bogato z naravno kemično spojino, znano potem, da ustvarja pomirjujoč in sproščujoč vonj. Tako da Past Tense Stick plus Sweet Gum bo zelo priročen v tem stiku za prenašanje oziroma za v torbico, nekomedogen, dermatološko testiran in primeren tudi za občutljivo kožo in pa predvsem meni je všeč ta preprostost uporabe. Še en stik prihaja in to je On Guard stik z dodanim eteričnim oljem, lepo prosim, ameriškega slamnika. On Guard mešanica, On Guard izdelki, On Guard linija, to so res bestsellerji in verjetno so tudi vaše košarice sploh pred jesenjo oziroma med poletjem se počasi že začnejo polniti z On Guard linijo in jaz sem ful vesela, da prihaja tale stik, ki ima dodan še ameriški slamnik, ki bo pomagal On Guardu, da bo še bolj potenten oziroma še močnejši opravljal svojo funkcijo zaščite. Jaz On Guarda imenujem kar vojaček in uporabljamo ga pri nas praktično vsak dan in se res veselim, da vnesemo še tale stik, ker je zelo enostaven za uporabo, uporabljali ga bodo lahko otroci praktično sami. Super bo za v torbico, enako kot Past Tense, seveda nekomedogen, primeren tudi za občutljivčke oziroma za občutljivo kožo in jaz komaj čakam, da ga dodamo v našo domačo lekarnico. Kdaj bo, žal ne vemo, enako velja kot za Past Tense, ampak upamo, da v prihodnjih mesecih, tako da samo en tak hiter teaser, da si lahko pripravimo nakupovalne sezname. Takole, na kratko rečeno je nova Revitazen podporna čistilna mešanca, ki deluje v harmoniji s telesom in podpira res eno tako dolgoročno dobro počutje. Nadgrajena z endokrin linija za zdravo in ugodno delovanje tako jeter kot našega urinarnega sistema in na tretji strani tudi debelega črevesa, to se pravi naše glavne dimnike izhoda tistega, kar telo ne potrebuje. Nadgrajena je torej ne samo, da se je eterično olje za endokrin nadgradilo z drugimi razmeri vsebovanih eteričnih olj, o čemer je že govorila Tjaša, in z dodanim na novo eteričnim oljem ingverja, ampak se je potem tudi čisto novi izdelek, ki vsebuje to mešanico Revitazen, nadgradil pravzaprav, kot smo slišali, z res neverjetnimi stvarmi. Jaz sem najbolj vesela, da je noter sami pegasti vatel, pa potem tudi eterično olje kumine, olje črne kumine in na koncu tudi še izvleček iz listov artičoke. Skratka, in tisto, kar te najbolj zanima, seveda, kako to lahko uporabljaš. Uporabljaš pa to lahko na 3 načine.
Meni je všeč pravzaprav vse troje, odvisno pa je, kaj iščeš. Prvi način, če že uporabljaš, oziroma če si že malo bolj, bom rekla, poglobljeni uporabnik doTERRE in že uporabljaš Wellness Made Simple, to se pravi, to je vitamin z funkcijo tega, kar pri starem LLV-ju poznamo še tudi kot alfa-CRS in oziroma vitamins, minerals. Na drugi strani vsebuje ta paket tudi zelo podporne, tudi ko pride do protivnetnih procesov, E-omege, ki se jih lahko pregrizne. In kot tretje tudi sistemske probiotike PB Restore. Če to že dnevno uporabljaš, potem ti najbolj svetujem prvi način, ki ga vidiš tukajle, in to je, da dodaš Revitazen plus kapsule v svojo dnevno uporabo. Meni je všeč, ker je nežno in kot smo slišali tudi že Tjaša je razlagala, pa če nekaj, kar ne bo bremenilo telo, ampak samo podprlo že tako telesu znane čistilne procese. Jaz osebno, ko sem to jemala en mesec v letošnji pomladi, tesno, sem se počutila najprej res veliko bolj lahkotna, tako v glavi, kot en tak detoks misli, in tudi na drugi strani v telesu, kot en taka lahkota v prebavilih, ni bilo mogoče tiste teže, ki se mi včasih pojavi, predvsem pa se mi je tudi zdelo, da se lažje soočam s takratnimi izzivi, ker sem imela tudi v letošnjem letu kar precej zdravstvenih izzivov, večjih, tako da me je neverjetno pri tem tudi podprlo. Drugi način je 30-dnevni način, ki ga poznamo že na nek način iz Cleanse and Restore, kar tudi vidiš spodaj, to se pravi, to je pa nekaj, kar lahko narediš na vsako četrtletje, na 3 mesece, da podpreš telo. Najboljše vsaj, če že to mogoče počneš enkrat na leto, naj bo to čas tvoje pomladi. Cleanse and Restore mi že od leta 2017 izvajamo na letni ravni skupaj z doTERRE uporabniki. Je tudi enostavno, ker je tak nežen pristop, vsebuje poleg tega osnovnega, torej kot smo videli v Wellness Made Simple, tudi v prvem tednu uporabljaš presnovne encime, to so Terrazyme in jih uporabljaš vseh 30 dni, potem pa vsakih 10 dni izrabiš novo stvar. Najprej je, da se dejansko očistiš, postaviš torej samo podporno celično DDR Prime, potem v drugem obdobju čistiš črevesje oziroma podpreš ta del, torej z GX-acid, in potem v tretjem delu podpreš se skupaj tudi še s probiotiko, da res pač postaviš se skupaj v ravnovesje. Ampak probiotike so že tako vključeni, pazi samo, da GX in probiotike jameš v različnem obdobju. Tretja stvar pa je tisto, kar trenutno preizkušam jaz, in sicer je, da naredim 90-dnevni res popolni reset, torej ponovno postavitev, tako da se pa vključuje kot zanimivost na začetku nekaj za celične mitohondrije, to je Mighty to Max iz MetaPower linije, ob vsem omenjenim. Potem, to je kot nadgrajena varianta recimo Cleanse and Restore, ne samo da poteka čez 3 mesece. Potem v drugem delu izvedeš dejansko res Cleanse and Restore, v tretjem delu pa vse skupaj podpreš še z MetaPower Advantage, ki je sicer v moji dnevni uporabi že od leta 2023, to se pravi 3 leta doslej, in me res zelo postavlja tudi, ko pride do ravnovesja, ki ga potrebujem zaradi avtoimunih izzivov, in se mi zdi res neverjetna stvar, ki vse skupaj zelo naredi drugače. In je še malo bolj celostno kot Cleanse and Restore, torej 90-dnevni reset. Odvisno, kaj želiš. Jaz ti bom sam rekla, da recimo 90-dnevni reset je v bistvu ful dober, če se srečuješ z dnevnimi slabostmi, če imaš neke napenjanja oziroma prebavna nelagodja, oziroma če čutiš hormonsko ravnovesje, če mogoče imaš večje izzive s kožo že dlje časa, ki niso čisto pojasnjene, nekak celovit sistemski, ponovno v bistvu širok reset želiš narediti, če te zanima oziroma si želiš podpreti celično zdravje, moč organov, potem tudi mogoče negovati neka nepojasnjena sistemska vnetja, seveda tudi podpreti čistilne procese, predvsem pa doseči neke globoke in dolgoročne cilje, tako da mogoče se na tak način lažje odločiš. Imaš pa tudi na grafikah tukaj ob meni lepo pokazano, recimo, kaj lahko v tem primeru uporabljaš junija, potem kaj julija in potem kaj avgusta, če se lotiš 90-dnevnega popolnega reseta. Vsa vprašanja seveda sproti dobrodošla spodaj, predvsem pa bomo tudi veseli vseh vaših izkušenj za Cleanse and Restore, ker vem, da je že kar veliko vas takšnih danes tukaj, ki ste tudi tega že izvedli. Revitazen res tako lepo diši, prej sem je tudi že malo polil, ko sem testirala vse skupaj, namreč solni pilnik, nekaj zelo enostavnega, kar lahko narediš, bodi si, če imaš doma prho ali pa kopalno kad oziroma banjo.
Na en tak mali kozarček, ki si ga najdeš, recikliraš, si noter natreseš poljubno sol, dodaš špric kokosovega olja in 5 kapljic Revitazen čistilne mešanice, ki je zelo podporna za naše telesne filtre in tudi za zdravje ter nego naših jeter. Tako da vse skupaj zmešaš in si potem lahko bodisi pred prho ali pa že kar tekom kopeli, če imaš kad, narediš en zelo super aroma ritual, ki bo pocrkljal celostno tvoje čistilno telo, največji organ kožo, vse skupaj pa lahko združiš tudi z aroma krtačenjem. Tako da vsekakor dober in krasen napotek za poletje, ker ti prinaša svežino in tudi še krasne čistilne učinke. Že poznaš Glow Power, ki ga je Emily Wright, ena od ustanoviteljic doTERRA, lepo predstavila, sicer kot 30-dnevni ritual, kjer poskrbiš za metabolno zdravje, za celično energijo in za zdravje kože oziroma lepoto od znotraj navzven. In sicer gre za to, da v napitek združiš več kot kolagen Meta Power Advantage, ki velja za eliksir mladosti, potem da združiš Meta Power Recharge, liposomske elektrolite, ki res nafilajo celice in jih hidrirajo od znotraj navzven, ne samo telo kot tako, ampak res delujejo do celic. In še tisto, kar povezuje naša prebavila z možgani, to je zdravje prebavil z zdravo črevesno mikrobioto, z PBAssist probiotiki. Tako da zmešaš vse troje v okusen napitek. In verjemi mi, ne bo treba čakati 30 dni, da čutiš učinek. Čin, čin. Še tako dober je. Mama mia, kako je dober. Ko bi vam enkrat leče izprenesla. Dr. Mariza Snyder je strokovnjakinja za hormonsko ravnovesje ženske v vseh obdobjih, še posebej v perimenopauzi, ki se velikokrat lahko prične že ob močnem stresnem življenju oziroma ko se teže soočamo s stresom že pri 30-ih. Kaj priporoča? Meni je najlepše povzeti to v 3 točkah, 3 ritualih. Zjutraj je potrebno znižati naš kortizol, že predno se dan začne, torej samo simpatetično stanje, tisto, ko si ali boj ali beg nastrojena in bolj labilna v čustvih zaradi hormonalnih nihanj, da se spraviš hitro v parasimpatetično stanje, kjer lažje začneš dan in gre vse drugače. Kako to storiš? Najboljše je, da si pripraviš Superwoman Blend. Recept ti delim tukaj zraven in se z njim namažeš, če je le možno, čim večkrat na dan, na zapestja, na predel, kjer so pulzne točke na vratu, lahko tudi na tretje oko, pod nos, za ušesi, na zatilje. In tako res greš ne samo v dan, ampak tudi čez dan veliko lažje. Drugi ritual. Da res narediš večerno rutino za nekaj, kar ne izpuščaš. Ker kar se zgodi zvečer, velikokrat nam progesteron v času hormonskega neravnovesja pade in zato dobimo res neprijetne simptome. Lahko je to morda po noči zbujanje, sploh tam nekaj med 2. in 3. uro zjutraj, lahko je pa na drugi strani tudi potenje, že čez dan ali po noči. Kaj storiti? V tem primeru, da uravnavo nivoje progesterona, je treba umiriti glavni organ, ki to tudi dejansko nadzoruje. In to so naša jetra, ki jih imamo pod desno dojko. Tako da vsekakor uporabi podporna eterična olja za jetra in kot nalašč imamo tukaj le Revitazen. Najbolje deluje tudi, če ga uporabljamo skupaj z Wellness Made Simple, torej VMG, EO-omego in s probiotiki, ker to deluje z možgani in s prebavili in ustvarja res sistemsko postavitev, ne samo črevesno mikrobioto, kar se tiče probiotičnih kultur. In delujemo bolj mirno, uravna naše hormone. No, in skratka, zvečer si namažeš rečeno na predel jeter ali celo z ricinusovim oljem narediš samo oblogo, kupi se tudi ta pas ali pa uporabiš bombažno krpo. Na drugi strani pa uporabljaj eterična olja, ki te umirjajo, zato ker tako kot zjutraj umirjamo živčni sistem, da gremo lažje čez dan, ga je treba ponovno zvečer, ker se po noči telo umirja, zdravi in postavlja v ravnovesje. Najbolj enostavno je, da hkrati ob podpori jeter difuziraš sivko ali vsa pomirjujoča eterična olja.
Meni osebno je trenutno res fantastičen, z baldrijanom okrepljen serenity stick, ki ga imamo že nekaj časa. Jaz si ga iskreno namažem na prsni koš oziroma srčni predel, na tretje oko, pod nos, zapestja in se še malo v bistvu noter ugnetem v vzglavnik, tako da mi vzglavnik diši po njem. In to me res zelo umirja, ker sem tudi jaz se srečevala z nočnim vzbujanjem, na srečo ne potenjem. Skratka, tretja stvar, tretji ritual, čez dan, ko srečamo res to možgansko meglo, ko smo zmedene, utrujene, ko nam tudi nagaja nivo krvnega sladkorja in poslabša sosledno tudi naše hormonsko ravnovesje, pa je najbolj enostavno, da uporabljaš peppermint eterično olje. Zakaj? Zaradi dveh stvari. Eno je, da če ga imamo recimo v pršilki, dejansko telesno ohladi našo temperaturo, ker takrat pogosto tudi naraste in nas daje v to stanje, po drugi strani pa z vdihom tega vplivamo na limbični del možganov in hkrati tudi prebudimo aktivnost možganov, ki povzročijo, da se tudi mentalno prebudimo, ne samo fizično ohladimo. Sproži to pa še kar nekaj zelo zanimivih procesov, ki jih dr. Mariza Snajder še lepo piše, ampak najbolj enostavno sem celo njeno filozofijo opisala. Tako da vsa vprašanja ali tvoje izkušnje z tega področja spodaj, upam, da ti ta posnetek koristi, je tudi najdaljši moj danes in jaz mislim, da eden najbolj uporabnih za vsako žensko. Hej, drage dame, moje ime je Ana Levec in danes se bomo družile ob Tao Face jogi, torej jogi obraza. Zdaj, jaz sem malo skrajšala, malo smo skrajšale časovni potek, tako da jaz sem vam pripravila izročke, jih boste pa dobile tudi na QR kodi, bo Maja poslala in boste imeli tam malo več teorije, tako da bomo šle, vsem se mi zdi pomembno, da povem malo teorije, da boste malo bolj razumeli to vajo, ki jo bomo delali. Ampak sicer boste pa malo več teorije dobili v izročkih, da bomo končali pravočasno še za ostale vsebine. Tako da bomo se pa naučili eno vajo, ki je sicer čisto enostavna in je prav namenjena temu mesecu, v katerem so, juniju, reče se je Afrodita. In je za podpira magnetično žensko oziroma element ognja po tradicionalni kitajski medicini. Tako da zdaj bom pa samo malo stvari razložila, da boste razumeli v bistvu koncept stvari v Tao Face jogi, da boste pa tudi bolj razumeli vajo in kaj dosežemo z njo. Torej, zakaj se odločimo za jogo obraza, za Tao Face jogo? Zdaj, mogoče je malo različno med moškimi pa ženskami. Ženske se ponavadi odločajo zaradi tega, da se kakšne nepravilnosti na obrazu popravijo, zato da se gubice zravnajo, zato da dobijo nek sijaj obraza. Moški se velikokrat odločajo predvsem zaradi tega, ker ti te vaje prinesejo več energije, več vitalnosti, več koncentracije, tudi večjo spolno moč. Tako da se malo razlikuje med moškimi in ženskami. Ampak v osnovi Tao Face joga deluje zelo celostno. Ni samo zato, da bolj zgledamo, ampak je predvsem zato, da nudi neko celostno podporo našemu organizmu. In zakaj je tako? Zato, ker s tem, ko mi vadimo z obrazom in stiskamo tudi spodnje mišice, v resnici deluje nekako vadimo s celim telesom in pa prinašamo več cirkulacije, več kisika, več hranil do naših žlez v glavi. Zdaj zelo pomembne 3 žleze so hipotalamus, hipofiza, epifiza, ki so kot neka direktorski center naših možganov. In zdaj ta direktorski center potem posreduje signale v ostale žleze, zdaj to čisto nastavljeno, v ostale žleze z notranjim izločanjem, kot so recimo ščitnica. In potem te ostale žleze proizvajajo hormone, recimo melatonin, ki je pomemben za spanje, oksitocin in recimo hormon sreče in vse ostale hormone, ki pa v bistvu potem nadzorujejo delovanje našega organizma. In zdaj, če so naše žleze v glavi dobro prekrvavljene, dobijo hranila in posvečamo pozornost, potem tudi pošiljajo pravilne signale naprej. In potem tudi žleze z notranjim izločanjem proizvajajo hormone,
na tak način, kot je najbolj optimalno za naš organizem. Zdaj, če si recimo predstavljamo hormone kot posamezne inštrumente v orkestru. V orkestru je pomembno, da vsak inštrument zase je pač dober igra, kako bi temu rekli, ampak da je tudi v sozvočju z drugimi inštrumenti. Zdaj, če je preveč na glas ali pa če je mal izven, ni dobro uglašen, potem tudi celotna skladba ne bo zvenela nekako harmonično. In tako je tudi v našem organizmu. Če en hormon sam zase v redu deluje, je to seveda zelo pomembno, ampak mora delovati tudi v harmoniji z drugimi, mora delovati ob pravem času, mora se ga izločati prava količina, če ga je preveč, potem spet telo ni v ravnovesju, če ga je premalo, enako. In zaradi tega mora biti vse to nekako delovanje med sabo usklajeno in zato pa najbolj skrbi naša direktorska palača, torej te žleze, ki sem jih omenjala. In s Tao Face jogo skrbimo, da to dosežemo, kar pomeni, da je pol na koncu tudi manj obolenih področij v telesu ali pa da se organizem hitreje obnavlja. In zdaj, če pogledamo v TKM, po tradicionalni kitajski medicini, imamo mi 5 elementov, ki v bistvu vladajo vsemu, so tudi naše telo je zgrajeno iz njih in vladajo tudi ritmom v naravi. Ogenj, voda, kovina, zemlja in les. In vsak od teh elementov je povezan z enim od naših notranjih organov, ki so srce, pljuča, vranica, jetra in ledvice. In zato v Tao Face jogi govorimo tudi o 5 ženskah, torej nekako 5 energijah, ki vladajo skozi naš mesečni cikel. Zdaj, če imamo še zmeraj mesečni cikel, potem v bistvu teh 5 elementov vlada ali pa gledamo naš mesečni cikel, če ne pa gledamo cikel lune. In zdaj, ženske smo ciklična bitja, v našem telesu se te energije izmenjujejo skozi mesečni cikel oziroma cikel lune in te energije se pa tudi izmenjujejo skozi cirkadialni ritem, torej dnevni ritem. Izmenjujejo se pa tudi skozi 4-letne čase. Tako da v resnici imamo zelo veliko nekih ciklov, eni so pač naši notranji, eni so popolnoma naravni, in ko so te naši notranji cikli uravnani z naravo in tudi potem, ko mi sledimo tem ciklom in delujemo v skladu s tem, kar tista določena energija od nas zahteva v določenem času, potem je naše telo zbalansirano. Ko pa gre en element izven ravnovesja, potem pa se nam vse podre. Zdaj, pri moških je malo drugače, ker oni imajo zjutraj pa zvečer malo drugačne hormone, nimajo pa takih ciklov, kot jih imamo ženske, notranjih. Seveda so še zmeraj naravni cikli, ki je fajn, da jim tudi oni sledijo, ampak definitivno pa ni taka cikličnost kot pri ženski. In zdaj, če pogledamo, tole boste tudi dobili. Jaz sem vam ful tak lep, velik plakat sem sprintala, ampak zdaj vam ga žal ne moram pokazati, ker nismo živo, ampak bom pripela tale plakat, da si boste malo bolj predstavljali. Tem 5 ženskam v Tao Face jogi se reče magnetična, zdravilka, kraljica, čarobnica in vizionarka. Torej, vsaka je povezana z enim od naših notranjih organov in z enim elementom. Zdaj, jaz bom govorila trenutno samo magnetični, ker nimamo toliko časa, da bi šle čez vse, in pa zato, ker v bistvu je magnetična prisotna od maja do julija. Torej, zdaj, ko smo junija, smo v bistvu v nekem piku na vrhuncu te magnetične energije. Ta energija je povezana z notranjim organom, srcem in pa z elementom ognja. Zdaj, ko je pik, ko smo na vrhuncu, vlada srce, maja je bila v ospredju vranica in julija bo tanko črevo. In zdaj, če pogledamo naš mesečni cikel, je ta energija prisotna od 12. do 17. dne našega mesečnega cikla. To je takrat, ko je ovulacija in malo pred in malo po ovulaciji.
In če pogledamo ure v dnevu, kdaj je prisotna ta energija, je prisotna od 9 zjutraj do 3 popoldan. In pa, ko bomo pogledali, kaj so v bistvu značilnosti tega obdobja, oziroma te energije, boste videli, da se ponovadi med 9 zjutraj in 3 popoldan res tako počutimo. In je prisotna takrat, ko je polna luna. Zdaj, če smo v drugi pomladi in imamo več menstruacije. In zdaj, kaj je značilno za to energijo, čisto na kratko. Kot že ime pove, magnetična, v bistvu smo takrat ženske najbolj magnetične. Smo kot nek magnet za ljudi, smo zelo privlačne in svojemu partnerju in nasplošno, tudi v poslovnem svetu. Imamo tako energijo, ki je v tem svetu zelo zaželjena, taka storilna, smo zelo kreativne, imamo veliko idej, ljudje nas ne izčrpavajo, rade smo v družbi, take zelo aktivne smo, se ukvarjamo z bolj, recimo, če gledamo šport, s takimi aktivnimi stvarmi, ali ples, ali bolj take vadbe, ki od nas zahtevajo več energije, tudi zato, ker smo takrat na višku energije. Tudi navzven se vidi, da žarimo, da sijemo. In to obdobje je fajn, da uporabimo, mislim, da to energijo res uporabimo nam v prid. Tako da imamo kakšne pomembne sestanke, vse stvari, za katere v bistvu rabimo ta naš magnetizem. Za vse dejavnosti, ko nam ta naš magnetizem in privlačnost pride prav, je fajn, da nekako spravimo v ta del meseca oziroma našega cikla, zato ker bomo pri tem tudi najbolj uspešne. Samo pogledam, kaj sem še pozabila. Zelo smo ustvarjalne, lahkotne, veliko so oksitocina, serotonina se takrat sprošča. Takrat lažje komuniciramo, ustvarjamo, rešujemo konflikte, puščamo pozitiven vtis. Smo zelo samozavestne tudi in privlačne, tudi mogoče malo bolj radostne. In vse te stvari lahko zelo dobro uporabimo ali v poslovnem svetu ali pa v našem zasebnem življenju. In preden pozabim, za vsako od faz bi vam priporočala mogoče tole knjigo. Essential Feminine Wisdom, super je knjiga. Naročite jo lahko na 4Oils, tam kjer vse te knjige, ki imajo doterjene mešanice, lahko naročamo. Tako da notri so 4 mešanice, sicer za 4 cikle, ker ponavadi govorimo o 4 ciklih ali pa o 4 ženskah. V ta Face jogi pa dodamo še 5, ki v bistvu je tista, ki vlada na prehodu med cikli. In jaz sem tudi za vsako od teh faz skreirala svojo mešanico, tako da za Afrodito jo imate noter v zapiskih. Tako da si lahko pol tudi same naredite to mešanico doma s svojimi doTERRA eteričnimi olji. In zdaj vaja za ta mesec, oziroma za to obdobje, je Afrodita. In kaj Afrodita naredi? Z Afrodito v bistvu treniramo ta del obraza. Tukaj v bistvu na obrazu je element vode, ki zelo lepo uravnoteža element ognja. Tako da tiste, ki smo malo bolj ognjene, to se vidi, če recimo mimiciramo veliko, pa mogoče, če se tako malo pačimo, tako da si delamo tukaj gubice, pomeni, da imamo dost ognja v telesu ali pa da mogoče ni uravnotežen. Ogenj se predvsem na tem delu obraza vidi in s to vajo to lepo balansiramo. Tako da ta vaja zelo lepo briše te nasolabialne gubice, polni ustnice, tudi tukaj, če imate kakšne mogoče gubice, tudi to briše. To zdaj tale mostiček ni gubica, ampak včasih so take mečkene gubice prisotne na tem delu obraza. Aktivira mišice ob nosu, spodbuja reproduktivne organe, ker voda je zelo povezana z reproduktivnimi organi in pa tudi naše ustnice, tako da vse, kar vadimo z našimi ustnicami, je tudi neposredno vpliva na reprodukcijo, podpira hormonsko ravnovesje in nas tudi vrača v naš center. Pa prekrvavitev dlesni tudi.
tako da tiste, ki bi rade zanosile, vpliva tudi zelo pozitivno na plodnost in podpira hormonski sistem. Ja. In tudi takrat, ko se čutimo izčrpane, je ta vaja nas nekako poživi in ko želimo mogoče malo več magnetizma vnesti v naše življenje, se tudi ta vaja priporoča. Ok. Sekundo, da pogledam, če sem kaj vam pozabila povedati. Pozabila sem samo povedati, da tale naša kristalna palača oziroma direktorska palača je tudi, v bistvu imenujemo ta del tudi emocionalni del možganov, emocionalni možgani. Torej tam nastajajo naša čustva in se rojeva intuicija, naše notranje znanje, naši potenciali in ko ta del nekako buildamo, potem smo tudi bolj povezane s sabo in se tudi bolj lahko izrazimo svoje potenciale. In tudi lažje dostopamo do intuicije in imamo več jasnosti, kaj si v življenju želimo. Evo, to je to. Zdaj bomo šle pa kar lepo na vajo. Zdaj na tem mestu bi mogoče lahko ugasnete video, pa si greste umiti roke, če mogoče nimate, zato ker bomo dale roke v usta in je fajn, da imamo čiste. Ok, roke bomo dale, zdaj vam bom povedala, zato ker polko imam jaz roke v ustih, malo težje govorim. Tako da roke bomo dale, v bistvu palca bomo dale v usta in sicer vertikalno na nasolabialno gubo. Nasolabialna guba, vidite tukaj, pri meni, ene mogoče nimate tukaj izrazite. In ne bomo dale palcev nekako v liniji te gube, ampak bomo zatipale v bistvu to obnosno linijo in dale vertikalno pod nasolabialni črti. Tako da bomo imeli komolce skupaj in tudi zapestja bodo skupaj. Potem, torej palca bomo dale v usta in potem bomo iz zunanje strani pripele tale dva kazalca na palca. Torej, drugi členek kazalca bomo pripele na blazinico palcev. Potem bomo pa povlekle ustnico dol in v naslednjem koraku bomo jo zarotirale roke. Zdaj ne vem kako, recimo, da si predstavljate, da naredite tak trnk, tako ček, v resnici ne premikamo ramen, ampak takole naredimo tak trnk, povlečemo v resnici naprej navzdol, ja. S palci potisnemo naprej navzdol. In v naslednjem koraku bomo zgornjo ustnico vlekle v nasmeh in nazaj. Tako da pri Tao Face jogi vedno ustvarjamo upor in protiupor, zato ker se na ta način mišica gradi. Torej, z rokami bomo ustvarjali upor in potem z ustnico bomo ustvarjali protiupor. In te dva morata biti nekako v ravnotežju, ne? Upor in protiupor sta v ravnotežju. In to je to. Zdaj velikrat pri Tao Face jogi delamo tudi z rotacijo očmi, kar nekatere mogoče poznate tudi iz meditacij, iz joge. Zdaj pri tej vaji ne bomo, lahko vizualizirate. Vizualiziramo lahko, kako gre energija do žlez v glavi, torej do te direktorske palače. In lahko si predstavljamo, da okrog te direktorske palače je neka taka diamantna ali pa zlata svetloba, s katero obdamo te žleze, ker z vizualizacijo potem v bistvu posvečamo, v bistvu prinesemo še dodatno pozornost do teh organov oziroma žlez. Zdaj, kaj pa dihanje? Dihanje je mogoče ravno obratno, kakor ste nekatere navajene mogoče iz joge ali pa iz pilatesa. In sicer ob vdihu je vse sproščeno, ob izdihu pa stisnemo vaginalne, analne, torej spodnje mišice in potisnemo energijo do žlez v glavi. Torej, ob vdihu je vse normalno, ob izdihu pa stisnemo vaginalne, analne mišice in potegnemo energijo, recimo skozi jajčnike, skozi popek, mimo prsi, tukaj po obrazu, do žlez v glavi. Tako da načeloma korake
menjamo korake vsake vaje, menjamo na izdih. In vaja se v resnici začne takrat, ko pridemo do zadnjega koraka in ga zadržimo. In potem, odvisno od tega, koliko časa držimo, v tem dihamo normalno in ob vsakem izdihu potegnemo energijo gor do žlez v glavi. Tako, zdaj tukaj na izročkih, ki boste dobile, piše 3x po 30 sekund. Lahko se zmenimo, ker je ta vaja zelo enostavna, da jo ponovimo 3x in vsakič držimo 1 minuto. Zakaj 3x? Zato, ker v resnici tretjič šele se začnejo mišice, nekako primejo in se začnejo graditi. Torej, 3x moramo eno vajo ponoviti, da se začnejo mišice, da dobijo nek spomin in da se začnejo graditi. Tako da ja, mogoče 3x po 1 minuto, to vam je vse skupaj 5 minut, pa probamo narediti 5 minut zjutraj, pa 5 minut zvečer. In nekako v 14 dneh se mišice zgradijo, tako da po 14 dneh lahko preverite, če je kakšna sprememba na obrazu. Lahko se zdaj slikate, pa pol čez 14 dni, oziroma bolj bi bilo, da se pol slikate čez 1 mesec v istem času, ker boste v istem delu svojega cikla, ne? Ker se seveda naš obraz spreminja skozi cikl, ni enak takrat, ko imamo menstruacijo in takrat, ko imamo ovulacijo. Ok, gremo zdaj pogledati, kako vaja izgleda. Torej, palca damo vertikalno na nasolabialno gubo, nasolabialni gubi, takole. In drugi člen kazalca pritrdimo od zunaj na palca. In zdaj potegnemo dol in potem zapestje zrotiramo tako, da v bistvu potegnemo naprej in navzdol. Tako da se naredi. In zadnji korak je, da vlečemo zgornjo ustnico nazaj in kakor v nasmeh in nazaj. Zdaj, vi verjetno ne vidite, da se nekaj ful spremeni, a ne? Tukaj noter se naredi neka taka, tukaj se vidi, da se vleče ustnico nazaj, sicer pa se na videu ne vidi ful dobro, ampak vi boste občutili to, ko boste doma delali. Tako da bomo šle zdaj počasi in bomo vmes tudi dihali. In potem, ko pridemo do koraka, ko vlečemo ustnice nazaj, bomo to držali še eno minuto. In potem boste vse to ponovili še 2x. Zdaj ne bomo čakali, da ponavljamo 3x, zaradi tega, da malo lovimo čas, ampak to, kar bomo zdaj naredili, vi potem ponovite še 2x. Okay. Hrbtenica naj bo zravnana, pazimo, da ne dvigujemo ramen ali pa da ne kompenziramo s katerimkoli drugim delom obraza. Tako da najboljše je, da se gledamo v ogledalo in ko delamo vajo in da vidimo, če mogoče hočemo pomagati z učkami ali pa z nosom, včasih kaj takega delamo. Ok, damo palce v usta. Pripnemo z drugim členom kazalca. Tegnemo navzdol in zarotiramo v naslednjem koraku, zarotiramo zapestja in povlečemo naprej in navzdol. Tako. In zdaj z zgornjo ustnico vlečemo nazaj, kot v nasmeh in nazaj. Komolci so skupaj. Pomembno je, da delamo upor in protiupor, da sta izenačena in da dihamo. Ob vsakem izdihu, zdaj bom jaz samo popustila, stisnemo vaginalne in analne mišice in energijo pošljemo do žlez v glavi.
Pomembno je, da tukaj, da zravnamo te obnosne črte, tako da v bistvu s tem, ko držimo, zginejo. In dotikamo se, da ne boste mislili, da je kaj narobe, se dotikamo s prsti zob, tako da to ni nič narobe. In zdaj bi to držale 1 minuto, lahko bi zaprle oči in vizualizirale to, kako gre energija do žlez v glavi, lahko pa enostavno pač gledate. Zdaj tukaj ne bomo rotirale oči, zato ker nimamo časa, da se zdaj to naučimo, ampak če katera rotira oči v svoji praksi joge, lahko to tudi v tej vaji doda. Evo, to je to. Boste dobili tudi slikico, kako vaja izgleda, da če pozabite ali pa če boste rabile se na hitro pogledati. Ja, in lahko se pridružite tudi online tečaju, ki se začne naslednji teden. 3-krat se srečamo preko Zooma, se naučimo vseh 5 vaj, pol pa dobite še nek uvodni 90-minutni video, ki gre bolj v podrobnosti teh 5 žensk in naših žlez in face joge. Tako da hvala, da ste bile z mano in se upam vidimo naslednjič v živo. Čau, čau! Vsi, ki ste danes z nami, jaz res srčno upam, da ste dobili tako veliko res uporabnih nasvetov, da smo se izmenjali, tudi če neplanirano, ogromno izkušenj, postavili ogromno vprašanj, ki so potem še nove teme odprli. Trenutno, ko tole naslavljam, se še skupaj ostale tipkajo zadaj in bodo pravkar razglasile še vse nagrajence, ki dobite nagrade, tudi kdo dobi katero nagrado, med njimi vsekakor nekdo izmed vas dobi podporo za zdrava jetra Revita Zen kapsule, nekdo izmed vas dobi Revita Zen eterično olje, ki ga boste v vseh teh ritualih, ki smo jih omenjali, lahko uporabljali, in nekdo izmed vas dobi tudi vlaknine, čisto popolnoma nov evropski doTERRA izdelek, in še kopaibo in še brev-braku, ki smo ga imeli tudi v igri. Tako da srčna hvala vsem, ki ste sodelovali v pripravi, srčna hvala vsem, ki ste sodelovali med samo izvedbo webinarja, predvsem pa se veselim poletja, tudi reset, summer, tiste igralne igre, da osvojimo čim več podpornih ritualov in da gremo v poletje polni energije, sveže, prenovljeni, z zdravimi jetri, z krasno lepo kožo, predvsem pa, da nam doTERRA še naprej lepša naše trenutke, ne samo za danes, ampak tudi za dolgoživost v našo pozno jesen. Hvala še enkrat, nagrajenci so že naznanjeni, tako da srečno vsem in hvala, da ste bili z nami. Srečno!